Ta video je namenjen tistim, ki bi želeli razumeti, kako vaše otroštvo vpliva na vaše sedanje stanje. Torej, Aleš, kako so kronične težave, psihične težave, fizične poškodbe, bolezni, vse, kar imamo danes, kako je to povezano z našim otroštvom? V bistvu je podobno, kot je to, kako hiša stoji, vezano na njene temelje. Vsi vemo, da so temelji najbolj bistven del hiše ali pa zgradbe. In če pri temeljih zafrknemo, je pol zelo težko to popravljati oziroma močno vpliva na to, kako ta hiša stoji, kako izgleda in tudi kako je v njej živeti, koliko je varna in podobno. In težava je še večja v tem, da ko gremo graditi hišo, lahko seveda vplivamo na to, kakšni temelji bojo. Lahko jih naredimo bolj kvalitetno, manj kvalitetno ali pa preveč dobro, recimo pretirano močne, kakorkoli. Zdaj, da imamo zavesten vpliv, sicer do določene mere na temelje, na katerih bomo gradili hišo, nimamo pa v bistvu nobenega zavestnega vpliva na temelje, na katerih gradimo sebe. Zato, ker se pač temelji za našo, recimo hišo, za naše življenje oblikujejo takoj pri spočetju, ko se skombinira ta genetski material od obeh staršev, potem pa skozi razvoj v maternici se seveda otrokov živčen sistem, še posebej avtonomen živčen sistem, sinhronizira in kalibrira, urejuje, oblikuje skozi avtonomen živčen sistem matere. In tam dobimo v bistvu že kar prve konkretne temelje, ki definirajo, kako se bomo vedeli, kako se bomo odzivali v določenih okoliščinah, in na to dejansko nimamo absolutno nobenega vpliva. Potem pa seveda tudi po rodu se rodimo, smo dejansko nemočni, nimamo ne zavesti, ne nobene moči, da bi zavestno vplivali na kogarkoli kar konkretno nekaj let, ne. Lahko se sicer odzivamo ali pa poskušamo manipulirati z okoljem, z različnimi verbalnimi, se pravi, jokom, oglašanjem, smejanjem in podobnimi stvarmi, ampak tukaj več ali manj ne gre za zavestno vedenje, ampak gre pa za odzive, ki jih imamo podedovane in nas definirajo, kakšni smo. Seveda je pa vsak od nas unikatna kombinacija očeta pa mame, pa njihovih očetov pa mam in tako, kdo ve, koliko generacij nazaj. In zdaj, ko na tak način začnete opazovati temelje in pol v bistvu skozi sodobna dognanja znanosti in medicine lahko vedno bolj jasno vidimo in imamo vedno bolj dokazane direktne povezave, kakšen je vpliv našega razvoja med nosečnostjo, kakšen je vpliv našega otroštva na našo sedanjost, ne. Lahko vidimo, da bomo lahko zelo deformirane ali pa neustrezne, neprimerne temelje, ki se jih pa običajno ne zavedamo, ker takrat v bistvu prvič zavesti ni bilo, drugič, tudi če smo čutili nepravilnosti, če smo zaznavali, da živimo v neustreznem okolju, v neustreznih odnosih, nismo mogli bistveno vplivati na njih, ali pa če smo hoteli vplivati na te odnose, se je okolica običajno negativno obrnila proti nam. Se pravi, smo bili nadležni, smo bili zahtevni, smo bili moteči, in potem seveda otrok, ko začuti, da starš na njegove, njemu upravičene in avtentične pozive, ajmo reči pozive na spreminjanje odnosov, odreagira negativno, hkrati je pa otrok v popolnosti odvisen od tega starša, bo mogel otrok začeti ustvarjati potlačitve, popačitve, se pravi, mogel bo, tako kot doktor Gabor reče, da moramo tradati
avtentičnost izražanja, za ohranitev ljubeče povezave, ker smo pač kot otroci popolnoma odvisni od nje. In če se na naše spontane in avtentične odzive in proteste proti neustreznim odnosom, neustreznemu okolju, neustreznem tretmaju, ki ga imamo, okolica, od katere smo popolnoma odvisni, še posebej mati, negativno odzove, potem otrok nima kaj veliko možnosti, da trmuli, pa da trmasto vztraja pri nečem, ampak mora to, kar čuti v telesu, zmanipulirati, zmanjšati, spremeniti, popačati, zato da svoje vedenje prilagodi zahtevam okolja. Takšnim pač, kakšne so. In ta prilagoditev na zahteve okolja seveda potem ustvari določene temelje, ali pa lahko rečemo, da oblikuje tudi pritličje hiše, ne samo temelje. Lahko rečemo, da temelji so, dokler se ne rodimo, pa začnemo pa že ustvarjati pritličje in veš pa sama, ali pa si lahko vsak, ki to gleda, predstavlja, da pol imaš vedno manj možnosti, kako oblikovati prvo nadstropje, pa drugo nadstropje hiše, če imaš pritličje pa temelje že prednaložene in nisi mogel ti na njih vplivati. Tako ko bi, podedoval hišo od očeta, pa je ne bi smel spreminjati, ampak bi lahko sam na tistem, kar ti on dal, zgradil nekaj in si potem relativno omejen. Zdaj pri veliko ljudeh je zaradi travm, ki so jih doživeli, pa so jih pol potlačili, so temelji pa pritličje tako, da potem jih vodi v kronične težave v kasnejšem življenju, za katere pa v bistvu ne vedo, ne čutijo, pa ne znajo jih povezati z dejanskimi vzroki v zgodnjem otroštvu, ali pa si mislijo, kaj pa naj naredim, saj je tako vseeno, za nazaj nimam kaj spremeniti, kar pa k sreč ni res, ne. In tudi namen tega programa je ta, da sodelujočim omogoči, da spremembo v sedanjosti spremenijo vplive in stanja, ki so jih razvili v preteklosti in s tem dosežejo drugačno prihodnost, predvsem na področju kroničnih stanj. Zdaj omenil si travme, mogoče je tle pomembno poudariti, da travme niso samo te ekstremni dogodki, kot so recimo vojne, fizična nasilja, posilstva in tako naprej, čeprav je bilo tudi tega v preteklosti ogromno in so naši predniki tudi marsikaj od tega doživeli, ampak velika travma je lahko že to, da sta starša preveč zasedena s svojimi lastnimi stiskami, svojimi lastnimi problemi in ne moreta niti slišati, niti čutiti otroka. Kako AIQ definira oziroma razloži pojem travme? Osnovno, kar imam recimo vedno v mislih, ko razmišljam o teh stvareh, je to slovenski, kar se Janezek nauči, to Janez zna. S tem, da je pač AIQ modifikacija tega recimo pregovora ali pa pravila, ta, da na ogromno stvari, ki se jih Janezek nauči, nima absolutno nobenega vpliva, kaj se uči, ali se želi tega učiti, ali to rabi ali ne rabi, ali mu je prav ali mu ni prav. In seveda tukaj potem pride do prenosov travme in travma je pa pač dogodek, ki spravi osebo v nemoč. Zdaj, ali je ta nemoč akutna, se pravi začasna, ali je kronična, ali trajna, je razlika pač, se razlikujejo travme med sabo. In travma je pač določen stres, določen dogodek, določen pritisk, ki spravi osebo na telesni ali pa psihični ravni v stanje nemoči, se pravi, da je stres toliko velik, da ga ne more učinkovito rešiti, ali pa da mu pri reševanju tega stresa, te travme, učinkovito ne morejo pomagati, njegova okolica ne more učinkovito pomagati, to je posebej pri otroku. Zdaj, če otrok doživi določeno akutno travmo, pa potem dobi primerno pomoč, zaščito, sočutje, pomiritev strani staršev, ta akutna travma nima trajnih posledic. Razen, če je fizična, zlomi in take stvari. Če pa seveda otrok tega ne dobi, kar je pa predvsem problem takrat, kadar je
tisti, ki travmo povzroči starš, pa se niti ne zaveda, da se do otroka vede na način, ki otroku povzroča travmo, ker je pa predvsem razlog, da ima sam starš tako isto izkušnjo, ki je mogel potlačiti in je mogel dejansko se toliko adaptirati na določeno travmo, da je sploh več ne opazi. Tako kot recimo, če gledamo alkohol, na začetku, ko niste navajeni na alkohol, pa spijete eno pivo, se vam že vrti, imate že dost. Če pijete naprej, pride do adaptacije telesa pa živčnega sistema na določeno substanco, na določeno, v tem primeru alkohol, in pa morate vedno več spiti, če hočete začutiti ta občutek vinjenosti ali pa pijanosti. In recimo, če se lotite tega kot projekta, boste na začetku bili vinjeni po enem pivu, boste čutili, da ste, ajmo reči, da ste dobre vole. Čez mesec, 2 ali pa 3 bi rabili pa že spiti 3, 4 ali pa 5 piv. Ne? In podobno je tudi s travmo. Ne? Otrok, ki ne more dobiti odrešitev od travme, ne more drugače, kot da se na travmo navadi, se pravi adaptira. In to pomeni, da recimo, ko se je starš adaptiral na določeno travmo, je sploh več ne opazi, medtem ko njegov otrok pa jo, ker on še ni adaptiran. In potem dejansko starš se vede do otroka na določen način, zavestno ali pa nezavedno, ker po njegovih občutkih ni travma, otrok se pa na njegovo vedenje odzove, kot da je travma, ker nima še adaptacije. Potem, zaradi te adaptacije na določeno travmo, se razvijajo kronično povišane mišične napetosti, kronične mišične zakrčenosti in senzorno-motorna amnezija, kar pomeni, da oseba ne čuti travme, takšne kot je v resnici, ampak jo začuti šele, ko je ta travma zelo visoka, ker je na njo navajen, hkrati ima pa motorno amnezijo, kar pomeni, da ne more odreagirati na primeren način, ki bi preprečil travmo. Predvsem zaradi tega, ker pač ne čuti. In ta kombinacija pa pripelje do tega, da se lahko starš vede do otroka na določen način, ki povzroči otroku travmo, starš se pa te travme ne zaveda. Ker recimo veliko vidim tudi, ko delam s strankami, ko recimo stranka tukaj skozi dvigovanje čustvene zrelosti in nižanje senzorno-motorne amnezije spoznava, da so določeni dogodki v njegovi preteklosti bili dejanska travma, in ko pa na ta dogodek opozori svojega starša, starš ne razume, kaj je bilo sploh narobe. Nič takega nisem naredil, to je bilo normalno. Koliko te lahko je to tako prizadelo, k mene ni. Jaz nisem imela ali pa imel pojma, ali pa rečejo še, ker najbolj zaboli, moja vest je čista. Pa točno veš, da bi mogel tudi on ali pa ona se zavedati, da to, kaj je naredil ali pa delala, ali pa kaj se dogaja takrat, sploh recimo pri spolnih zlorabah je tako, kot dostikrat reče, ja, saj sem vedela za to, ampak takrat je tako bilo. Ne? In pa ne razume, ker kdaj pa lahko ti razumeš travmo od nekoga drugega. Ko sam razumeš, pa čutiš svoje travme. In zdaj, ko starši te travme niso nikoli začutili, pa razumeli, ker niso smeli, pa tudi otroka ne razumejo in tudi ne razume njegovega vedenja. Zdaj, taka potlačena, zadržana ali pa popačena travma pa seveda začne potem z vsakim dnem bolj vplivati na delovanje telesa in vodi v razvoj kroničnih stanj, za katere pol v bistvu noben ne ve točno, od kje so prišle. Čeprav je zdaj znanost in medicina so že toliko napredovale, recimo dr. Gabarjan takih, ki se je ful veliko s tem, recimo pionirjev povezal travm iz preteklosti pa kroničnih težav v sedanjosti, in pa se tudi veliko drugih strokovnjakov pa statistiko so začeli drugače gledati, da so ugotovili neizpodbitne povezave med preteklostjo in kroničnimi težavami v sedanjosti. Zato je tudi ta program tako narejen, da
oseba, ki ne razume vzrokov ali pa sumi, ali pa je tudi prepričana, da so za njegova kronična stanja v sedanjosti krivi odnosi v otroštvu, bo na tem programu lahko bolj videla, spoznala in začutila, kako vse odnosi v otroštvu vplivajo na tvojo sedanjost, kljub temu, da si zdaj odrasla oseba. In bolj, ko bo to razumela, bolj bo lahko določila, kateri vzorci, katere dejanske travme, kateri odnosi v njegovem otroštvu so tisti, ki mu danes povzročajo kronične težave. In bolj, ko bo to razumela, bolj bo lahko skozi AEQ spreminjala podzavestne vzorce, ki jih je v otroštvu podedvala in dodatno razvila, da je lahko se adaptirala na takratno situacijo. Zdaj pa ugotavlja, da ta takrat nujna adaptacija na tisto stanje mu zdaj pa škodi in mu dela življenje slabše. In potem lahko skozi AEQ, recimo tem, gre v nasprotno adaptacijo in poveča občutljivost za sebe, bolj čuti sebe in se začne bolj odzivati drugače na nemoč ali pa začne čutiti lastno nemoč in jo pol spreminja pa odpravlja. Zdaj ne govorimo niti samo o travmah iz otroštva, ampak tudi o medgeneracijskih travmah. Zdaj naši stari starši, noben se ni ukvarjal z nekim zavestnim razreševanjem travm, tako da nekako smo vsi dediči preteklosti. Ja, dejansko je naši predniki so svojim delom, odrekanjem in pa znotraj tistega znanja pa razumevanja teh procesov, kako se stvari sploh prestavljajo iz ene generacije na drugo, so svojim delom in v takratnih pogojih dosti križev odpravili. Se pravi, dali so nam bolj urejeno okolje, dali so nam električno omrežje, vodovodno omrežje, šolstvo, zdravstvo, boljše hiše, bolj varno lahko živimo kot včasih. Tehnologija nam lahko zdaj danes zelo pomaga, kar pomeni, da če si predstavljaš, da bi zdaj ne bi bilo pralnega stroja in da bi ti mogla prati svoja oblačila ali pa oblačila od svojega partnerja v koritu ali pa za potokom, bi lahko rekla, to je veliki križ, ki ga moram nesti. Zdaj imaš pa pralni pa sušilni stroj, ki je bil razvit v preteklosti z strani naših prednikov, kar pomeni, da so nam en križ odvzeli in imamo mi manj križev na svojih plečih. Seveda, hkrati pa niso mogli pa recimo urejevati teh medsebojnih odnosov, niso mogli primerno, tako ko so dvigovali tehnološko zrelost pa recimo varnost živetja v bolj urejenem okolju, pa niso mogli obenem dvigovati še čustveno zrelost, pa ta aspekt medsebojnih odnosov in življenj, za katere se zdaj tudi zaradi tega, ker so druge stvari toliko bolj porihtane, vedno bolj vidi, da pa ta del naše preteklosti danes povzroča težave v sedanjosti in AEQ je namenjen tem, da podobno kot tisti, ki je razvil pralni stroj in je s tem pomagal milijonom ljudi, da pranje perila pozimi ni travma, tako kot je bila včasih. Ker če se spomnim, recimo, kakšne roke je imela moja stara mama oziroma babica, pa koliko je ona rekla, da je preprala perila na roke v hladni vodi, danes ne vidiš tega več toliko, dosti manj, in je tu en problem manj. Seveda so pa nam dali pa dediščino drugih težav, ki jih nisem mogli urejevati in mi imamo pa zdaj možnost tudi zaradi, recimo, če že pogledamo, je učenje AEQ-ja na tak način prek Zooma, bistveno bolj učinkovito, kot če recimo včasih bi prišel vsakih 10 dni na individualno obravnavo, kjer bi se pogovorili, bi recimo na mizi naredili recimo določen protokol, naučil bi vas določeno vajo in bi vas poslal domov, da pač to vajo pol doma izvajate in s tem se učite. Zdaj pa na račun tehnoloških zmožnosti, ki nam jih nudi, recimo Zoom pa internet pa vse ostalo, pa lahko učim
AEQ na način, ki prej ni bil mogoč. In lahko rečemo, da tukaj uporabljamo tehnološki razvoj, da dosežemo razvoj čustvene zrelosti in s tem v bistvu vplivamo in spreminjamo temelje in pritličje svoje hiše, zato da lažje pol gor spreminjamo vse ostalo od prvega, drugega nadstropja strehe in odpravljamo kronične probleme v tej hiši, v našem telesu ali pa v medsebojnih odnosih. In zato je ta program primeren za to, da bo nekdo lahko opazil, kaj vse se mu je dejansko v otroštvu dogajalo in razumel, kako so te dogodki, če je hotel ali pa ne, vplivali na to, da ima on danes takšna in drugačna kronična stanja. Zdaj, večina odraslih danes trpi za takšnimi in drugačnimi odvisnostmi. Zdi se, da je to prava pandemija naše družbe. Tudi odvisnosti so izvor v travmi, a ne? Ja, v bistvu travma odvisnosti pomaga, da se izogneš travmi. Da odvisnosti v bistvu omogoča, da hodiš okrog travme kot mačka okrog vrele kaše. Se pravi, veš, da je problem, ne veš pa, kako bi ga uredil in potem razviješ neko drugo, postaneš odvisen od določenega vedenja ali pa od določenih odnosov ali pa od določenih substanc, ki ti omogočajo vsaj začasen beg od dejanskega problema, od dejanske travme. In ker je to kratkoročno lažja rešitev, se seveda ljudje jo poslužujejo in potem iz kratkoročne rešitve razvijajo kronično reševanje na neustrezen način, ki ne naslovi in ne uredi vzroka za travmo in seveda potem razvijamo odvisnost. In bolj, ko poznamo to, pa bolj, ko znamo določiti, se pravi, bolj, ko zmanjšamo senzorno amnezijo, bolj vidimo, kje je kaša. Bolj, ko dvignemo čustveno zrelost, bolj vročo kašo lahko gremo. Pa ne bomo pobegnili ven iz nje, ker nas ne bo več strah bolečine, ali pa ne bomo na bolečino se odzvali kot otrok, ampak kot odrasla oseba. In potem gremo lahko, da ne rabimo se več vrteti okrog vroče kaše, ampak gremo lahko dejansko v njo in porihtamo tisto, kar je treba, ter s tem postopoma odpravimo vzrok za odvisnost in s tem v bistvu odpravljamo odvisnost, brez da eno odvisnost nadomestimo z drugo. Zakaj se pa toliko ljudi slabo spomne svojega otroštva oziroma imajo v spominu neko popačeno sliko, mislijo, da je bilo njihovo otroštvo lepo, hkrati pa imajo danes številne težave? Adaptacija, to, kot sem prej rekel. Na žalost je tako, da 95% ljudi, ki pride k meni z zelo zahtevnimi kroničnimi stanji, je prepričanih, da so imeli ali normalno ali pa celo lepo otroštvo. In pol, ko jim razložim, da nekaj ne more biti točno, ali ni res to, s kakimi problemi pridejo sem, ali pa ni res to, kar govorijo, kako so imeli otroštvo, pa jim to tudi pol razložim in na nek način dokažem, pol začnejo drugače gledati na stvari. In osnovna stvar je, da se dejansko bojiš soočati se z resnico. Se pravi, ima strah. Strah avtomatsko dvigne simpatičnost, raven simpatičnosti delovanja avtonomnega živčnega sistema. Višjo, ko imate aktivacijo simpatičnega avtonomnega živčnega sistema, slabši imate spomin. Težje se spomnite stvari za nazaj, zato ker se hipokampus izklaplja in podobno. In pride do te tako imenovane otroške amnezije, ki traja prvih 5-6 let, ali pa pride celo kasneje. In zdaj, manj ko se oseba spomni negativnih dogodkov iz otroštva, večja je verjetnost, da so bili ti negativni dogodki v otroštvu kronični in je mogla se navaditi na njih in jih pozabiti. In zdaj, če ne rečejo daleč od oči, daleč od srca, ne, je tukaj podobno. Če se moraš na določeno travmo navaditi, jo potlačaš v globino telesa in potem se je tudi ne spomniš. Niti se je ne želi spomniti, ali pa se je spomniš občasno v kakih sanjah ali pa v kakih občutku deja vuja in podobno.
ampak to poskušaš čim prej spraviti stran, ker enostavno ti je to prezahtevno za tebe, da bi to lahko funkcioniralo na tak način in pride do takih težav s spominom, ki pa v bistvu ne kažejo nič dobrega. Prej si že omenil travme v času maternice pa med porodom. Teh se pa res ne moremo spomniti. Kako pa lahko ugotoviš, da imaš travme iz tega ranga obdobja? Po svojem vedenju v sedanjosti in recimo po podobnosti tvojih odzivov na določeno situacijo z odzivom tvoje mame. Če imaš to možnost, ali pa sester, bratov, podobno, tistih, ki so prišli z iste maternice ven. Ne. In pa opaziš, da recimo je tvoj odziv v določeni situaciji neprimeren. Za neprimernost odziva spoznaš po neželjenih rezultatih odziva. Sprav ti poskušaš, se odzoveš na način, da bi bile stvari boljše, v bistvu se pa bolj pokaže, da niso boljše, da so slabše. Zdaj, običajno to ni zaradi cenzurne amnezije ali pa slepe pege, niti ne opaziš, da je slabši odziv, ker če bi takoj opazil, da je slabši odziv, pa bi bil prisiljen spremeniti nekaj. Ampak se potolažiš, da je odziv v redu, čeprav ni, in pa se pa te negativni rezultati začnejo nabirati, dokler ne postane tako težko, da se vse skupaj prevrne in pade. In takrat pa zaboli in takrat spoznaš, da so stvari hudo narobe. In pa lahko greš v bistvu razmišljati, od kje to pride. In recimo ljudje, ki praktikujejo, spreminjajo ta način delovanja, se vedno bolj začnejo zavedati pa sprejemati dejstvo, da karkoli so starši delali, pozitivnega ali negativnega, smo mi spravili v svojo podzavest, če nam je bilo prav ali pa ne. Zdaj, večina stvari je koristnih, nekaj jih pa ni. Ne? In tukaj pa lahko vidiš, da, ker recimo primer, če je bil tvoj oče ali pa mama, če je imela mama močno otožnost ali pa depresijo, da je bila nezadovoljna s stvarmi, da je bila nemočna, da se je odklapljala, da je bežala stran od dejanskih problemov ali pa da je bila nemočna in je bila kronična žrtev, za katero so potem otroci skrbeli, tako kot čebele skrbijo za matico. Ne? Pa lahko si prepričan 100%, da imaš tudi v svoji podzavesti in v svojem avtonomnem živčnem sistemu tudi ti tak način vedenja, ker ga ne moreš ne prenesti. Čeprav lahko pri tebi pa ta način vedenja ni toliko izražen, ker imaš drugačno življenje, drugačno okolico ali pa imaš drugačen zavesten. Zdaj, če si predstavljaš, da je tvoja mama kronična žrtev, ti pa moraš njej kronično pomagati. Pa ti ne moreš biti kronična žrtev, ker potem ne moreš njej pomagati. Seveda pa lahko se pa ti predstavljaš, pa na druge ljudi vplivaš tako, da imajo oni občutek, da si ti kronična žrtev in pa oni pomagajo tebi, zato da ti lahko pomagaš tvoji mami. In potem se razvija ta cela veriga pomoči, da otroci skrbijo za svojo mamo, da lahko ona skrbi za svojo mamo. In seveda in se to potem prenaša in je povsem logično, da imajo te otroci, ki skrbijo za svojo mamo, da lahko ona skrbi za svojo mamo, pa se noben ne zaveda tega procesa, kronične težave pa sploh nimajo pojma, od kje izhajajo. In pa ko skozi tak program začneš bolj razumevati, kaj pomenijo sintropična agresivna čustva, pa entropična agresivna čustva, pa kaj pomeni, ali boš ti sintropična agresivna čustva usmerjal v prihodnost ali v preteklost, ali pa entropična v prihodnost ali pa v preteklost, začneš dojemati, zakaj si ti, da nisi tako, kot bi moral biti. Ali pa nisi tako, kot bi hotel biti. Za konec nam lahko še kakšno besedo poveš o posledicah trde vzgoje, kaznovanja, klečanja v kotu, udarcev s pasom. Vsi ti vzgojni prijemi so bili še nedolgo nazaj običajni, ponekod so tudi še danes. Posledice so take, da razviješ napačen odnos do sebe. Ker če gledamo, da je otrok prihodnost starša, prav, da starš je del sebe združil z osebo, ki jo ljubi, pa jo naj bi ljubil, kar pomeni, da je ta oseba ima tisto, kar staršu manjka. Zaradi tega pol ljubimo, ker nas ta oseba dopolnjuje.
In pol, ko imamo otroka s to osebo, je ta v bistvu otrok, ki ga se rodi, najboljša verzija nas. Se pravi, smo sebe združili z nekom, ki ima tisto, kar nam manjka, in pol dobimo boljšo verzijo sebe. In zakaj bi nekdo se do boljšega sebe vedel okrutno in ga kaznoval, bil do njega diktatorski, tiranski, zato ker ne mara samega sebe. In seveda posledice take vzgoje so, da taka oseba razvije močen, dejanski telesen občutek, da ima napako, da je nepravilna, da je slaba, da se v bistvu do njega vedejo kot do izdelka, ki ni zadovoljil kakovostnih standardov podjetja, ki je ta izdelek naredilo, in ga dajo v razprodajo, v odpis, v uničenje. In seveda vsak ima pa od teh otrok tudi notranji nagon po preživetju in pa se to vse zmeša med sabo in po eni strani noter vse nek čutiš, da s tabo nekaj ni v redu, da če starš ni čutil, da če je starš lahko tepel boljšo verzijo sebe, ne, pomeni, da ta verzija sebe, ki ne bi bila boljša od njega, v bistvu je slabša od njega. In pol imaš pa še zmeraj nagon po preživetju, ustvariš močno zavest, lahko ustvariš nasprotno prepričanje o sebi v zavesti, kot ga imaš v telesu, in pol pride do vedno več konfliktov in taka oseba je pol pretrda, naredi močno ločitev od telesa, tako da se v bistvu od vrata dol dejansko ne čuti in ima sebe dojema bolj samo z tega zavestnega dela, ker ga pa vodi v izgubo stika z realnostjo in potem pride do vedno več težav ali pa vedno več vedenja, ki je kronično neučinkovito in vodi potem v vedno več kroničnih težav, tako njega kot njegovih oseb, ki so z njim intimno povezane, partnerja ali pa otrok. Ok, več pa torej v AIQ programu za izboljšanje odnosa s otrokom, ki se prične 25. novembra. Tako je. Pa hvala lepa za vaš čas in pozornost.